Gospod But, kakšne so zdaj najnovejše informacije glede seveda kibernetskega napada in delovanja številke 112 oziroma vsega sistema, ki je seveda podporen tej številki, kje smo v tem trenutku? Danes vemo, da pričakujemo popoldne tudi verjetno povečano število klicev, tudi zaradi same napovedi in podobnih situacij kot včeraj. Podobna zadeva, kot sem jo že povedal v sredo, namreč centri za obveščanje delujejo, telefonska številka 112 normalno deluje, znači naši operaterji lahko sprejemajo klice v sili, lahko obveščajo in aktivirajo pristojne enote. To se je tudi videlo recimo tako v požaru nad Zalogom, kot tudi včerajšnja neurja. In tudi ne dvomim, da tudi današnja neurja ne bi bila obvladana na podoben način. Je pa res, da morajo del teh vnosov podatkov upraviti na papir, po starem načinu in jih bomo pozneje vnesli v aplikacijo SPIN, ko bo ta pričela z delovanjem. Prav tako nemoteno deluje tudi ocenjevanje škode oziroma zbiranje podatkov o oceni škode, ne glede, če govorimo o požaru na Krasu, ne glede, če govorimo o suši, za kar sta bila izdana oba sklepa. Te podatki nekako niso ogroženi, neke informacije so, da bi lahko ta hekerski napad povzročil tudi izbris ali pa izgubo teh podatkov v morebitni oceni škode? Ne, tisto ni ogroženo, namreč strežnik za ocenjevanje škode se ne nahaja v Upravi za zaščito in reševanje, ampak najemamo storitev pri drugem ponudniku. Ali imate zdaj že kakšne informacije, v katero smer oziroma kaj je bilo tisto najbolj napadeno? Ste kakorkoli izgubili kakšne podatke, skratka imate v tej smeri že kakšne nove podatke? Ne, ker zdaj še v interesu preiskave seveda še ne moremo govoriti o tem. Mi bomo zdaj skušali še čez vikend tudi ugotoviti posledice na omrežju. Tudi s tem namenom so opravljene vse preverke na vseh 13 lokacijah naših izpostav in pa regijskih centrov za obveščanje, tako da jaz ne ocenjujem, da bomo imeli kakšne večje skrbi. Po naših informacijah so hekerji lažje dostopali do vaših strežnikov, tudi zato, ker ne bi bili vaši sistemi precej zastareli. Lahko to potrdite ali pa zanikate? Ne, sistemi niso zastareli, so starejši, vendar še vseeno funkcionalni in normalno delujoči. Kako so hekerji pravzaprav prišli znotraj sistema, bomo pa videli, ko bo zaključena ta forenzična preiskava. Ali obstaja kakšen backup tega sistema, to se pravi, na kakšen način, ali imate kakšen protokol v smislu tega, ker vendar morate zagotavljati neprekinjeno delovanje? Tako, skladno z načrtom za neprekinjeno delovanje imamo tudi backup na trakovih, ki je fizično ločen iz računalnikov, tako da bomo, se pravi, ko bomo vzpostavili sistem, bomo skušali obnoviti ali pa restavrirati to iz teh trakov. V primeru morebitne večje elementarne nesreče pač take avionske ali kakorkoli, zagotavljate, da v bistvu nobeno življenje ne bo ogroženo zaradi tega posega ali kakorkoli? Ne, saj se v bistvu vsaka nesreča se veže na sprejem klica v sili na številki 112. Kar pomeni, to je organizacijska težava, številka deluje, samo zagotoviti moramo povečano število operaterjev takrat na izmeno, ki bodo seveda tudi sposobni obvladovati vse podatke z ročnimi vnosi. Hvala lepa.